En igra rad šah, drug knjige bere, jaz pač laufam. No. Sem rekel, kako hudiča, če že cel dan hodimo pa nobene ceste, pa je tam hrošč. Bolj ko smo se bližali, bolj je bilo to veliko, sem rekel, se narobe vidim, se ni hrošča, se je hiša. Smrekovc, Raduha, Olševa, Peca. In tista Peca na koncu ti pač da, je taka lepa, velika češnja na torti. Ja. Skoraj na vsaki tekmi enkrat pa nekje po kakem kamnu fajn užgem, tako da idem po z bojnimi ranami v cilj. Ja. Tako da zaenkrat moram potrkati, če so to nova 30, kar ne boje. Ja. Spoštovani in cenjene, 148. epizoda podcasta Zagret za tek je tole. Pred časom mi je tekaški znanec dejal, Ega Roblek, zdaj pa sam tekače zagrizene vabiš v svoj podcast, zdaj pripelj še kakšnega drugega športnika, da se mal zadeve, da so bolj zanimive, kaj če ne bi pripeljal kakšnega kolesarja ali pa triatlonca ali pa veslača celo, hribolasca, pa sem rekel, dragi Matej, jaz imam človeka, ki ima vse te športe pod kontrolo v eni osebi, to je Tilen Potočnik. Tilen, živijo, pozdravljen. Živijo, Marko, živijo. Kako si? Kar v redu, ja. Vedno je lahko boljš, vedno je lahko pa dosti slabš. Tako da sem sem v redu. Tako, lepo povedano. Ja, tole vreme te kaj moti mogoče, ker imamo deževno, skoraj monsunsko obdobje zdaj v Sloveniji. V bistvu me malo ne moti, no. Pri treningu je malo moteče, ampak na dirkah imam pa v bistvu rajš malo slabše vreme, oziroma ne pretoplo, ali pa malo hladneje, kakor pa fejst vroče. Tako da mi je tudi okej tu deževen. Glede na to, da si do tega še prideva adventure racer, si tak vajen sodnih dni tudi na progah pa na dirkah pa vse povsod. Ja, zdaj, po moje do zdaj je bilo več dirk, kjer je bilo v glavnem lepše vreme. So pa bile tudi take, ko so se že prekinjale zaradi slabega vremena. Ali pa skrajševale, ali pa smo mogli malo počakati, da se je malo vreme umirilo, pa so nas pol naprej spustili. Ja. Tako da je bilo že vsega. Tudi zdaj v tem trenutku, oziroma te dni na Hrvaškem poteka ena adventure dirka svetovne serije, kjer pa imajo kar v redu smolo letos z vremenom. Ja. Tako da nič ne pogrešam letos te dirke, ko vidim, kako vreme je. Ja. Kako da nisi tam, no, recimo, če je že tako v bližini? Ja, prvoten plan je bil, da bomo tudi letos se udeležili te dirke, ampak pol smo nekako zaradi nekih malo objektivnih razlogov tudi en član ekipe je letos spomladi rodil dvojčke, tako da smo rekli, bomo drugo leto nadaljevali. On ima zdaj svoj adventure race, jaz si predstavljam, ja. Zdaj pa ima kar tim, ja. Ima zdaj 3 sotekmovalce, ko jih počasi kali, tako da, ja. Se bo boljš, recimo, ga pozdravljava, seveda tule, recimo, da bo boljš. Pri nas je bilo isto, prvih 5 let ti je zaguljeno, pol se pa navadiš. Ja. Tako, pol je pa v redu. Danes si že tekel morda športov? Nisem še, imam pa v planu malo odteči, ja. No, potem je pravi čas, da zdajle spravijo pod streho tale pogovor, da bo šel lahko pol na ta prelepi pomladni dežek, za božjo voljo. Bo v redu, vidiš, se pravi, z motivacijo to mi še povej, da sploh nimaš problemov, ali kaj, če bi zunaj pogledaš skozi vrata, zunaj naliva, ti daš gor na vetrovko, pa rečeš, vremek pač. V bistvu sama motivacija ni toliko pogojena z vremenom. Bolj so kakšne druge stvari, kakšna gužva na drugih področjih, ne pri športu, pa pol malo včasih prestavim ali pa odpovem kako vadbico. Tako da zdaj vreme mi ni
me ne demotivira. No. Če recimo par dni ali pa več časa ne bi mogel športati, bi rad uživčen, siten, zoprn za okolico. Ja, tista okolica, ko je vsak dan prisotna, pravi, da ja. Tako da, ja. Tako da včasih se zgodi, da slišim page na luft. Ja. Vse to je v bistvu dobro, ja, ko se te navadijo okrog tebe, da moraš iti ven, potem te sami naganjajo in to je tista ultimativna zmaga za vsakega rekreativnega športnika. Ja. Tilen, morate predstaviti najne občestvu, verjamem, da te mnogi poznajo, marsikdo od poslušalcev tega podcasta, ko sem jih povpraševal, kdaj, da mi predlagajo kakšne zanimive goste, je poslal tvoje ime, tako da si prišel. Sem vesel, sem počaščen. Ja. Tako, te poznajo, te cenijo. Kdo si, bom jaz čisto na hitro povedal, kar sem uspel te slediti. No, vem, da si triatlonec, vem, da si jekleni triatlonec iz Bohinja, si že skoraj 20 let adventure racer, izvrsten ultra trailaš si, kajpak. Ukvarjaš se s tolikimi športi, da praktično skoraj ne znam našteti vseh, imaš visoke cilje tudi za naprej. Ampak daj še ti, po svoje povej, Tilen Potočnik, v maratonskih letih, kdo si, kaj vse počneš? Si v glavnem si povedal, tako da, kar se športa tiče, ja, sem 20 let, skoraj 20 let adventure racer, če se lahko reče, ja, še vedno, mogoče nisem toliko ultra trailaš po duši, kakor sem pač, ne vem, adventure racer ali pa nek, v bistvu rad se gibam v naravi, no, v različnih oblikah, tek, kolo, hoja v hribe, veslanje, tudi kako rolanje, kdaj pade na kaki dirki oziroma grem na kake rolerje. Po zimi tek na smučeh, turna smuka, kaka plezarija, kdaj, ja, ne vem, mogoče sem kaj izpustil, kar veliko je tega. Je pa nekje od leta 2005 se tole vleče. Prej sem bil v bistvu tekmovalni cestni kolesar do leta 2000, pol sem dobil hčerko, sem 5 let imel malo pavze, pa sem pa nekako se vrnil nazaj v šport, ja, v rekreativni obliki pa zdaj sem tukaj. Super, evo, zdaj si toliko športov naštel, da jih jaz v življenju še poizkusil nisem, kada bi jih prakticiral, tako da res impresivno, to te bom še sprašal, ampak korak nazaj bi šel, rekel si kolesar, sigurno spremljaš slovensko kolesarsko pravljico z Rogličem, Pogačarjem na čelu, Mohoričem in tako naprej, sigurno imaš kakšne vzporednice s svojim dirkanjem, svoje čase? Kako? Jaz nisem bil tako dober. Če rečem, da sem bil tekmovalni cestni kolesar, je to že kar malo pohvala, tako da o kakih rezultatih ne bi govoril. Vesel sem, da sem dirkal tisti čas z par kolesarji, ko so pol naredili super kariero. Ne vem, Borut Božič, na primer, odličen šprinter naš, je bil moj sotekmovalec. Smo pri mladincih pač pomagali do zmag v šprintih, ja, tako da to. Drugače pa ja, spremljam kolesarstvo še vedno kar skorda od športov najbolj spremljam kolesarstvo, no. Kar lahko rečem na dnevni bazi. Kak zjutraj ob kavi, kak Cycling News portal odprem, pogledam, kaj se je dogajalo prejšnji dan, tako da po moje sem bil kar zjutraj med prvimi, ko sem prebral, da je Remko zapustil zdaj Giro, ja, tako da. Ja. Smola v bistvu, ja, bomo videli, no, mogoče za koga tudi blagoslov. Nehvaležno vprašanje, kdo ti je ljubši, Roglič ali Pogačar? Zdaj, če bo tak nehvaležen odgovor, bom rekel oba. Od začetka sigurno Roglič je, tako vsi pač pravijo pa pišejo, je nekako se
zakoreninil naša srca s tisto njegovo zgodbo, z neki smole, tudi s padci. Na začetku več, zdaj upamo, da manj. Pogačar pa itak, mlad norc v dobrem pomenu besede, no. Res talent, garač, ima nos za dirkat, vse super. Tako da zdaj še tole poškodbo pozdravi, pa spet navijamo za njega. Si imel kdaj vendarle ambicije v kolesarstvu ali si dokaj hitro gotovo, da pač v to smer ne moreš iti? Ja, ambicije. Nekako, ko tekmuješ, si malo zastavljaš neke cilje ali pa imaš neke sanje, bom rekel, dolgoročne. Pol pač realnost potegne črto enkrat, pa vidiš, da ali gre naprej ali ne, ali v tej kategoriji mladinski, v bistvu, ko je pol preskok v člansko, se pač naredi pol selekcija, pa tam velika večina pol zaključi, ja. Tako sem tudi jaz, ja. Ampak kdo te je v osnovi potegnil v šport? Je bilo to, ne vem, v družini zgled, je bilo to, ne vem, tvoj talent sam po sebi, učitelji v šoli? Ne vem, mogoče v šoli, v osnovni šoli, že preko tabornikov, da je bilo gibanje v naravi, kakšna orientacijska tekmovanja, različne aktivnosti v naravi. Potem sem se začel malo s kolesom voziti, hoditi v hribe, pa je pa to se stopnjevalo do nekega malo višjega nivoja, ja. Sigurno si delal kot mlad športnik kakšne teste, pa so ti rekli, za kateri šport si perspektiven, si naravno vzdržljiv, recimo. Ja, jaz mislim, da sem bolj športnik, mislim, bolj človek za kakšne daljše podvige, ja, bolj vzdržljiv, kot pa eksploziven. Tako da se tega držim, pa sem se tukaj našel, ja. Me take stvari bolj veselijo. Sem bolj dizel, ja. Se pravi, če bi ti ponudili eno šanso, pa recimo, da bi rekli, evo, imaš en let cajta se pripraviti, eno šanso ti damo, eno kolesarsko dirko, zber sam, na kateri bo sodeloval, bi izkoristil to priložnost. Recimo na nekem najvišjem nivoju. Ti rekli, ok, imamo en slot za Giro d'Italia, rabimo enega dobrega rekreativca. Za Giro d'Italia bi po moje jaz bil en od tistih, ko naredijo zelo veliko delo, še preden se prenosi sploh začnejo. Kanal futer. Zadnjih dveh ali pa zadnje ure dirke imamo tudi, mislim, mi v Slovenci kar nekaj kolesarjev, ko se v bistvu v šprintih jih ne vidi, ko se jih na koncu gorskih etap ne vidi, naredijo pa zelo veliko delo do takrat, ne. Ne vem, tudi Jan Tratnik je v bistvu en tak garač, močen, Novak, na primer, to so kolesarji, ko so za vsako ekipo zlata vredni, v bistvu v prenosih se jih pa toliko ne vidijo, ne. Ne vem, jaz po moje se mi zdi, da bi tam nekje pasal, pa mogoče kake spomladanske klasike, Paris-Roubaix, Flandrija, kaj takega, ja, to mi pa leži in tako, da se kdaj tudi v slabem vremenu spravim na kolo, pa mi ni težko 3, 4, 5 ur se voziti, pa tudi pogledam najrajši te dirke, ja. Tudi jaz, no, se mi zdi, da tam je res močna moža, morda ne glih toliko ekipa na ekipo, morda v tem kolesarstvu cestnem je ta ekipni duh zelo prisoten. Zdaj ne vem, bi moral kakšen kolesarja vprašati, ki nikoli ni v ospredju, pa zmer pač gara za, bom rekel, kapetana ali pa za druge člane ekipe. Vendarle, ok, vsak dirka zase, ampak kaj recimo poganja tistega, ki je, bom rekel, zadnji pomagač, da bo enkrat tudi on kapetan, pa po nekaj sezonah se povzpel, da rekel, prvo mesto v ekipi ali kako? Jaz mislim, da je to zelo častno delo, no. Tudi, ne vem, en izmed odličnih kolesarjev, Luka Mezgec, ga tudi osebno poznam, mislim, je
zelo spoštovan kolesar v pelotonu, mislim, zelo močen. Verjetno, če bi se fokusiral na dirkanje na svoje rezultate, bi bil zelo uspešen, tako pa je v bistvu zdaj ta drug del kariere posvetil temu, da pomaga najboljšim šprinterjem na svetu in je zelo uspešen. In tudi potem zelo poznan pa zelo spoštovan med kolesarji. Se pravi tudi... Jaz mislim, da v bistvu ni samo zdaj kolesarstvo, je toliko ekipni šport, da glih toliko, kar rabijo ekipe enega liderja, rabijo tudi glih tak let-out človeka, tako je mezgec ali pa enega hudega pomagača, ko ne razmišlja, da bo dirko niti v trenutku, da bo dirko na svoj rezultat, ampak podredi res 100% sebe ekipi. Tako da tu so eni in drugi, po moje, isto pomembni. Imaš prav, no mene bolj zanimalo, pa to bi mogel koga vprašati, ker mi smo tekači tam vendarle bolj zase delaš kot za ekipo ponavadi, no vsaj ali pa večinokrat. Če imajo recimo kolesarji, se morajo podrediti, ali je kakšna težava, slej ko prej, mislim, ego ti sem buta ven, sam si misliš, jaz bi tudi to lahko, pa ne morem, ne smem, so kakšne težave, to zadevno, no ti si bil v kolesarstvu, ampak praviš, to je vse razdelano, človek, ko gre v ta šport, že ve, v bistvu, kaj ga čaka in s tem ne bi imel težav. Zdaj, mislim, to je razdelano na nekem pro nivoju. Prej pač se vsak kali, se išče, se skozi dirke, skozi treninge, skozi mesece, leta treningov pač izoblikuje nek karakter, neka specialnost kolesarja in na tistem se pol dela. Tako da, ne vem. No, saj si mi odgovoril na vprašanje. V bistvu to ni čez noč, tako kot, ne vem, branilec v nogometu se tudi naredi čez noč, dela se skozi leta in leta in nikoli morda ni želel ali pa tudi nima karakteristik za napadalca in mu je tista vloga pisana na koži in se tam odlično znajde pri kolesarstvu, si predstavljanje podobno. Ampak mislim, da je kar lahko se neka vzporednica potegne. En, ko je ne bom rekel zdaj golman, ker golman je tako sam golman skosta, ampak en, ko je vrhunski branilc, bo ostal vrhunski branilc, ker ga pač ekipa rabi takega. Ga ne bojo dalo napad ali pa na sredino. Evo, da ne bojo predolgo v kolesarstvu, čeprav je kolesarstvo zdaj vroča tema, greva nazaj k teku, k ostalim športom. Za moment mi še povej, ko sem te vprašal, ko si se znašel v športu. Odraščal si v Šaleški dolini, poznam nekaj ljudi z tistih koncev, Velenje, Šoštanj in tako naprej. Ste tam bolj kleni ljudje, mogoče bolj trpežni, bolj žilovi, kot morda kje drugje, bom rekel, na odprtem? Jaz mislim, da čisto nič bolj. Pogoje sicer imamo dobre za trenirati. Imamo lepe hribe, imamo jezero, v bistvu 2 veliki jezeri, taki, da se da v redu plavati, poveslati s čolnom. Tako da pogoje za migati imamo, zdaj, da smo pa kaj bolj kleni ali pa bolj zategli tukaj okrog, pa jaz mislim, da čisto nič ne. Če posebej sklepam, pol bi še lahko bil malo bolj ali pa bi mogoče mogel kje drugje živeti, da bi bil še malo bolj zategnjen. Hočeš reči čez hrib tja na Koroškem? Mogoče. Ali pa še malo del stran, kako Jezersko, na primer. Tam se mi zdijo pa sploh malo bolj. To je res, tam so bolj zaprti mogoče, pa del časa vztraja zima, pa bolj so sabo skrbni. To je res, imamo tako predstavo, ne vem, da mora biti, da te pač okolje tudi izoblikuje. Ampak jaz mislim, da tukaj imamo toliko lep konc, toliko nič kaj nismo izpostavljeni, tako da bi zaradi tega bili kaj bolj kleni, zategli, zagriženi, pa tudi se mi zdi, da nismo. Lepo povedano, s spoštovanjem seveda tudi do Korošcev, pa do Jezerjanov, do Bohinjcev in vseh ostalih. Slovenija pač ima
avtocestni križ, dve avtocesti, ostalo smo pa itak vsi nekje po hribih ali po rovtah, ja, tako da smo približno isto kleni, če uporabim to besedo. Tilen, 15 ur na teden, 18 ur na teden, koliko treniraš? Manj. No, mislim, se zgodi tudi kak teden, da gre čez 15, čez 18, a ne? Ampak v povprečju pa po moje kar manj. Ja. Ne vem, če uro imam po moje zdaj naštimano na 13 ur. Pa če naredim 13 ur, mi je že kar ok. Ja. Se pa poskusim pa, da gre čez to. No. Ja. Čez 13 ur. Ok. Ja. To je čez pal 2 uri na dan. Če po zimi nič ne tečem. Po zimi, ne vem, čez zimo po moje ne odlaufam 100-200 km, čez celo zimo. Sem na turnih smučkah, še več na laufercah, se pravi na tekaških smučeh. Tam tudi se po zimi kak teden naredi 20-25 ur, ampak je v primerjavi s tekom tudi lažje narediti, ne vem, na laufercah par ur več. No. Poleti pa sploh, ko je še kolo, je pa tudi kaka runda 3-4-5 ur in je pa tudi proti 20 ur lažje narediti, ko pa vmes, če sam laufaš, je pa 20 ur za mene kar ekstremno. Ja. Ušpel sem na tvojo stravo statistiko 2022, mislim, da si naredil tekaških nekih čez 2000 km, kar niti ni neka distanca za ultraša. Ja. Boš rekel, da vsi ostali športi, kolo, laufarce, omenjene in še kaj, lepo dopolnijo to potrebo po treningu, ki bi ga nek ultraš mogel imeti dvakrat toliko kot ti, če bi samo tekel. Ja, jaz ne vem, malo se mi zdi, da nekaj je sama baza teh skoraj 20 let vadbe, v bistvu ukvarjena z različnimi športi. Po drugi strani je pa sej za glavo fajn, da je kak mesec, 2-3 brez teka, to se mi zdi, da je koristno. Se pa, ne vem, zimski športi, glede na moje izkušnje, do zdaj se mi zdi, no, da se kar v redu dopolnjujejo samim tekom. Tako da jaz začnem malo bolj teči tam februarja, če je že vreme ok, ali pa pol marca, pa nekje do novembra, pol zimski meseci so za zimske športe. Poletni so pa tudi, ko padejo jekleni v plan, so pa še pol tudi veslanje, pa kolo, pa kakih ribi dodatno zraven. Ja. No, pogovarjal sem se z marsikaterim ultratekačem, ki teče pač celo leto, ki nažiga te kilometre v snegu, v dežju, jeseni, pomladi in tako naprej. Ponavadi si pridela marsikdo tudi kakšno poškodbo. Kako je s poškodbami in s Tilnom Potočnikom? Evo, ste se srečevali kaj veliko ali se uspešno izogibaš temu? Poškodbami sem si kar dober, no? Tako se kar izogibamo en drugega, tako da je ok. Imel sem sicer leta 2016 eno tako zelo nepotrebno poškodbo, no saj je vsaka nepotrebna, ampak taka ni bila fajn. Peto stopalnico sem si zlomil, pa sem pol skoraj eno leto rabil, da se je to pozdravilo, tako da to je edina taka poškodba, no? Da lahko rečem, da me je malo ustavila. Je pa tudi v bistvu se že mogla zgoditi, kako bi rekel, da se malo umiriš, malo razmisliš, pa se telo malo spočije. Je bilo to, ne vem, stres faktura, je bilo to poškodba nerodnosti, je bilo to na tekmi, na treningu? Nerodnost, čist na družinskem izletu. V bistvu ne toliko nerodnost, kolikor ena taka bedasta odločitev. V bistvu en tak gib, pa en tak skok sem naredil, ko ga pri teku nikoli ne naredim v hribih, drugače pri hribolazenju tudi nikoli. Tukaj sem se pač hotel enemu planincu, ki je šel navzgor po hribu, umakniti, pa sem malo v stran skočil iz ene skale z višine kakega metra, 2 metra v stran, pa sem priletel na en kamen s stopalom in je pač kost ni zdržala in je počela.
Tako da, taka neumnost, no. Nepremišljeno dejanje. Ja. Ne vezano na tvoj šport, v bistvu. Ja. Ne. Za hčerin rojsten dan smo šli skupaj v hribe, pa se je to naredilo. Tako da, Smola. ja. No, poškodb me je zanimalo, raven ta, marsikdo bo s fakti dokazoval, pa se je rekel, ti si živi primer, da mi to pove, da je ta cross trening, to veliko športanja različnih športov, recept za to, da ni nekih, rekel, ponavljajočih se obrab, poškodb, konstantnega uporabljanja istih mišic, istih sklepov, kolen, gležnjev in tako naprej. Ti si rekel, pol let, 3 mesece nič ne laufaš, si na laufarcah, ki je spet drugačno obremenitev, pa si na kolesu, pa si v čovnu. Tudi triatlonci ponavadi so manj poškodovani, klasični triatlonci kot, rekel, tekači. Najbrž je, mislim, po vsem tvojem treningu bi rekel, da je to prav gotovo tista stvar. Ja, jaz mislim, da je, no. Sploh z vidika enega zdravega gibanja oziroma udejstvovanja v športu, se mi zdi, da je to kar ok kombinacija. Ja. Ker tudi sam vidim, če malo pretreniram na teku ali pa začutim kako napetost v mišicah, sklepih, ne vem, kako koleno, kdaj malo boli, se za kak teden pač tekaški copati malo umaknejo, pa sem na kolesu kak teden ali pa kak dan počivam, pa pol začnem spet s kolesom 2-3 dni, se mi zdi, da lepo pol stanje umirim, pa lahko nadaljujem naprej. Ne pride pa do neke izgube fizične pripravljenosti. Kak dan, 2-3 pol rabiš, da malo spet tekaške noge zbudiš, pa gre pol normalno naprej. Mislim, da je klasična težava nas, ki smo bolj, okuženi zgolj in samo s tekom, da tudi takrat, ko nas kaj zaboli, hočemo to pretrenirati, čez to, rekel, včasih so mikropoškodbo, pa ponavadi pol na koncu pridemo resne težave. Torej svetuješ čistko nekim rekreativcem, recimo, da pride nekdo do tebe pa reče, Tilen, daj mi povej, ponavlja se mi skozi ta nesrečni plantarni fascitis, kaj naj naredim, hudiča, da naslednjo sezono bom pa brez tega prišel skozi. Kaj bi mu ti svetoval? Kup si kolo, pa čoven. Ja, jaz bi ga najprej vprašal, če še kaj druga rad počne poleg teka, ali mora sam teči. Ne vem, naj vsak malo pomisli pri sebi, a je pa res sam tek tisto, kar ga osrečuje, mislim, kar ga dela zadovoljnega. Ne vem, mogoče je res, da malo preklopi, kak dan pauze tudi, jaz mislim, da bolj koristi, ko škodi. Čeprav mi je en znan kineziolog, kolega, prijatelj tudi rekel, ko sem se pol vračal po poškodbi leta 2017, pa sem imel malo, sem v bistvu zdravo nogo podzavestno bolj obremenjeval, sem fasal, v bistvu dobil kar tak malo močen trn v peti, me je peta kar zelo bolela. Je rekel, daj poskus malo iti preko tega. Je rekel, sej bo minil. Pa je res, je imel prav. Ampak tako se mi pa zdi, da po drugi strani sploh rekreativcem pa ni treba za vsako ceno pretiravati. Je boljše se malo ustaviti pa počakati, da mogoče tista akutna bolečina res malo pojenja pa iti pol naprej. Kolo se mi pa zdi sigurno, mislim, jaz čutim, da se mi na kolesu kar nekako poglihajo te napetosti v mišicah. Tako da tudi med glavno sezono teka se zelo rad usedem parkrat na mesec na kolo za 2, 3, 4, tudi 5 ur, pa se mi zdi, da ne naredim nič slabega teku zaradi tega. Ja, ko poslušam, da že vrhunski atleti, rekel tudi stezni, enkrat na teden gonijo pedala, potem našpičim ušesa pa rečem, kaj hudiča se dogaja, ampak očitno nekaj na tem, kar praviš. Tvoj najbolj, rekel, treninško bogat mesec, koliko kilometrov pa višincev praviš, tako čez palec, da si znam predstavljati? Ne vem, zdaj prejšnji mesec je bil kar ok, mislim, ok, no, en tistih, po moje, kar pik treningov tekaških.
Mislim, da je bilo okrog 25.000 vzpona, pa mislim, da sem naredil 460 tekaških kilometrov. Ja. To se mi zdi, no, da kaj dosti več kot to ne bom delal, prej manj. No. Tako da prejšnji mesec je bil res kar v redu tekaško obarvan. Ja. No, to so številke, ki so še nekje v mejah normalnega. No, poslušamo številkah, ki so tudi dvakrat večje in podobno, kar se mi zdi noro. Nekateri pač tudi prenesejo take številke. Vprašanje je, kje je meja, kaj ti misliš, ne vem, a lahko z dodatnimi 100 kilometri na mesec narediš več, ali na koncu dosežeš nek plafon že s tem, kar si ti rekel, pa kasneje, onkraj tega je pa samo matranje materijala. Ne vem, jaz kolikor malo te ultra tekače, kolikor sem bral po kakih revijah ali pa na spletu, ne vem, delajo brez problema 100 mil, 200 kilometrov, 250 tudi občasno tedensko. To se meni zdi kar preveč. No. Se mi zdi, da sicer ni problem toliko narediti kak teden ali pa 2 tedna zapored, ampak če hodiš v službo redno, če imaš neke druge obveznosti, še je pol problem regeneracija. Ne moreš se toliko regenerirati med takimi tedni ali pa v bistvu med takimi cikli treninga in slej ko prej malo preteraš, pa pride do kakih poškodb. Ne vem, no, meni se zdi to, pač jaz ne morem opravljati takih treningov, no, se mi zdi. Nekako čutim, da 100 na teden z kakimi, ne vem, 4-5 tisoč višinci, če redno delam, pa po pameti, da ni preveč hitrih treningov, da sta mogoče 1 do 2 hitrejša na teden, da je to še okej, no. Se pravi, ne vem, pa da en teden v mesecu nek tak regeneracijski bolj pomeni to, ne vem, 300 do 400 kilometrov. To se mi zdi taka, za to, kakor jaz držim nekako dolgoročno, pa da ne bi bilo kakih poškodb, se mi zdi to ena taka normalna mera za mene. Zdaj, normalno, eden, ko se pa lahko zadosti spočije vmes med samimi treningi, jih pa dela tudi 500-600 gladko na mesec, ne, tudi, ne vem, saj te slovenski ultraši, dobri, najboljši jih pač tudi delajo toliko, pa nimajo nekih poškodb, lepo pelajo že zdaj leto, 2, 3, 4, tako količino, pa tudi gre, ne. Ja, vendarle si moraš potem postaviti prioritete v življenju, kot si rekel, če imaš šiht, morda familijo, morda še kaj drugega počneš v življenju, je to kar težko, ko pa recimo ti uskladiš, rekel, privatne, službene in športne obveznosti, da to vse stlačiš znotraj 24 ur vsak dan. Sej gre, no. Če imaš voljo nekaj delati, pol se najde tisti čas, da ga izkoristiš, a ne. Veliko treningov naredim, sploh čez vikend, ko smo pač doma, ko gremo ko imamo kak družinski izlet planiran, kaj takega, naredim zjutraj, a ne. Tako da pridem, ne vem, ob 8, 9, ko punci vstaneta, sem jaz nazaj, skupaj pojemo zajtrk, pa pol imamo pač cel dan skupaj, pač za sebe, a ne. Tako da to nekako mirno zjutraj oddelam. Čez teden pa čisto odvisno, zjutraj ali zvečer ali kdaj vmes, ko imam čas, ali dopoldne ali popoldne, tisto pa skozi je torba v avtu, 2, 3 pare copat, ena oblačila za dež, za lepo, kaka brisača, pa skombiniram se v kakem jezeru, kdaj umijem, grem nazaj v službo, lovim minute, tako da. Maksimalno izkoristiš prosti čas, ja, se pravi. Ja, ostali grejo na kosilo, ti greš pa... Jaz pa za 1 urico odlaufam ali pa urico pa pol, pa pridem nazaj, pa delamo naprej, ja. Kaj pa sodelavci, ki rečejo v sodelavke, a si jim svetal zgled, a rečejo, potočnik, ta je tak nor. Pa ne vem, v bistvu
V službi probam biti ne tekač, no. Mislim, probam biti, nisem tekač. V službi sem sodelavec, kolega, se tudi dejansko ne pogovarjamo o nekih mojih prostočasovnih aktivnostih. Pač jaz gledam na to kot moj hobi. En igra rad šah, drug knjige bere, jaz pač laufam, no. Tako da, ali pa delam neke druge stvari v naravi. Sem vesel, ko me po kaki tekmi vprašajo, kako mi je šlo, ali pa preden grem na tekmo, ne vem, v petek na konec službe mi zaželijo pač srečo. Drugače pa se res v bistvu ne pogovarjamo kaj o tem. Dobro, včasih je bolje, da so stvari ločene, ja, so bolj učinkovite. 20 let si rekel, si v Adventure Racih, ko sem jaz 18, sorry, ja, 25. Ja, letos sem polnoletni, ja. 18 dolgih let, ko sem jaz prvič za to slišal, pa sem še raziskovati, kaj to je, koliko disciplin, kako dolge so te ultra zadeve, ekstremne, se mi je zavrtelo v glavi. Kako si pa ti prišel v ta šport, recimo? Ne? Ker se mi zdi, da je to še zmeraj dokaj nišna stvar, res za une sladokusce, ki mi je pa to, da se upzajlajo, pa pol naprej rolajo, mogoče kaj preplavajo, kolesarijo neskončno dolgo, pa laufajo hrib, da jim je pa to res pri srcu. Ja, v bistvu je res to kar, ne vem, en tak način življenja, no, en tak pustolovski, ne vem, to je, jaz sem že tokrat rekel, zdaj pa sploh pred dirkami je malo stresno, moraš napraviti opremo skupaj, kolo dati na servis, počekirati vse, če vse štima, opremo zbrati skupaj za plavanje, za veslanje, za kolesarske odseke, pol za plezarijo, za kakšne vrvne tehnike, za tek, za en kup je tega, pol za, ne vem, spalno vrečo za prespati, pol za slabo vreme, za en kup je te opreme, ko se mora kar pač zbrati skupaj, vse mora biti, vse mora štimati, pol imaš vsak član ekipe pač neke zadolžitve ali za opremo ali pol za same aktivnosti, ko jih se peljejo čez dirko in je to malo stresno. In sem tokrat že rekel, da se vrnem, ja, da pa se mogoče tega jaz ne bi več šel, ampak pol, ko se pol dirka bliža, bolj ta adrenalin prehaja v kri, bolj se veseliš, sploh z ekipo, a ne, da boš spet šel skupaj naredil eno dirko, super eno, to je pač, to ko enkrat, ko padeš not, si not, ja. Si pečen, praviš. Pečen, ja. V Sloveniji je bilo včasih kar nekaj teh dogodkov, avantur takih in drugačnih, od divjih do mestnih. Zdaj to kar malo zamrlo, svoje cajte pa ne vem, je to skupina entuzijastov furala, je bilo bolj popularno to pri nas ali kako? Ja, zdaj z letom 2003 se je malo bolj resno, mislim, da 2003, ja, pri nas se je začelo. Velenjska ekipa, v bistvu eni taborniki, športni zanesenjaki, pustolovci so začeli organizirati 3-dnevno pustolovsko tekmovanje Adventure Race Slovenija. Jaz sem se tukaj prvič eni ekipi priključil leta 2005, ja. Nekje v prvih letih je to res, bi lahko rekel, da je dirka rasla, pridobivala na veljavi, prihajali so tekmovalci iz tujine, sploh iz tega vzhodnega dela, Češka, Poljska, tudi iz Skandinavije je bilo nekaj ekip, je v bistvu dirka kar lepo rasla. Mislim, da leta, zdaj mogoče bom falil, ampak 2008, 2009 je postala, 2009 mislim, da ja, je bila celo ta dirka, je štela za evropsko prvenstvo v Adventure Racingu, takrat smo tudi zmagali, v bistvu z naša ekipa. Tako da je bila ena taka v redu dirka. Vzporedno so se pa tudi čez leto peljale v bistvu kot nek pokal mestne avanture. Ne vem, koliko jih je bilo v najboljših letih, ampak nekje 4-5 tekem sigurno v Sloveniji čez leto je bilo. Tako da tudi teh zanesenjakov pustolovskih je bilo vedno več. Tam po letu 2010 je pa to počasi začelo malo ugašati, no. Se je pa na Hrvaškem
tudi potem malo z zamikom naredil en tak pokal. Hrvaške dirke so bile pa super, no. So bile take zelo začinjene, težke, zelo lepe. Veliko dirk je pretežno potekalo pač v morju, na morju, a ne. Tako da so bile take zelo pustolovske, zelo lepe, težke tudi zaradi terena, zaradi vremena, mislim, vročine. Tako da jaz imam lepe spomine, no, na te krajše dirke in v Sloveniji in na Hrvaškem. Drugače smo pa mi, v bistvu ena ekipa, smo bili skozi vsa ta leta, ko smo tudi kar veliko dirkali v tujini. Dirke svetovnega pokala, svetovna prvenstva, tako da nekaj izkušenj smo tukaj kar nabrali. Ja. A je ta ekipa ves čas ista, se člani, ki dopolnjujejo, menjajo? Jaz sem začel v bistvu eni kar taki zelo izkušeni ekipi, 2-5, pa pol 2-6, 2-7 smo dirkali zelo velike dirke, tudi nekako v tistem obdobju tudi na najvišjem nivoju, bi lahko rekel, za naše razmere. Ekipa se pa skozi spreminja, no. Kak član ekipe ne more iti, pa ga nadomesti drug, pa pol ta drug ostane, pa se spet zamenja čez kako leto, dve. Pa problem je, ker v teh na daljših dirkah mora biti v ekipi se ena punca, zdaj punco je težko dobiti. Zadnja leta v Sloveniji nismo dobili pač punce, ko bi dirkala z nami, tako da smo imeli hrvaško sotekmovalko, eno zelo dobro pač Ustrašico. To sem Ustrašico, zapazil, ja, Pavlo Vrdoljaka, ne? Ja, Tako, ja. No, zdaj si tako povedal, člani se menjajo, ampak potočnik postaja. Potočnik je pa tam. Potočnik je pa res bil kar bolj kot ne, ja. Ja, to pa res, ja. Pač je bilo tako fajn, da sem mogel biti zraven, ja. Koliko štartov, nastopov imaš na adventure racih? Zdaj v 18 letih na vseh dirkah pa ne vem, jih je bilo mogoče 50, ugibam. Ker pač na teh, eno obdobje je bilo, ko je bilo, ne vem, 6-7 dirk na leto s temi krajšimi, a ne, in to smo pač itak mogli Slovenijo, Hrvaško vse oddirkati. Tako da, ja, je bilo kar tu nek, po moje, ja. Največji uspeh v vseh teh letih, recimo? Zdaj, ne vem, dvakrat smo zmagali, dvakrat sem svojo ekipo zmagal, pač ta Adventure Race Slovenija, enkrat je ta dirka štela za evropsko prvenstvo, smo bili evropski prvaki, ampak še vedno največji tak v bistvu uspeh ali pa najrajši se spomnim svetovnega prvenstva v Kanadi leta 2006, kamor smo se mogli dejansko kvalificirati preko dirke ene svetovne serije v Franciji, kjer smo kot v bistvu četrta srednjeevropska ekipa se plasirali pač tja v Kanado. Ja. V Kanadi smo bili pač potem med najboljšimi ekipami, bi lahko rekel, no, tam je bilo res bilo teh top ekip svetovnih, smo bili 15, sicer s kar lepim zaostankom za prvimi, ampak je bila pa to taka najdaljša, najtežja dirka, pa tudi najboljša izkušnja, no. Zdaj 1000 kilometrov, en teden dirkanja non-stop, tako da je bilo v redu. V bistvu v divjini, no. Čist v divjini, ja. Je bila to tista dirka, ko so ti dali veslo v roke pa rekli, potočnik 80 km boš veslal, ti pa predtem nisi naredil vsega skupaj toliko. Ja, to je bilo to. V bistvu na briefingu pred dirko je bila druga etapa, mislim, da je bila 79 km, mi smo se samo pogledali. To je bilo prav smešno. Zdaj živo se spomnim tistega trenutka. In to je bilo res, po moje, do takrat z vsem veslanjem v vseh plastičnih otroških čolnih, pa ne vem kaj vse, če se štejem, jih nisem naredil, po moje, 50. Pa 79 v kosu. Po 12 ur fajn veslanja. Vmes smo mogli še čolne, čolni so bili taki zelo težki, napihljivi, taki gumenjaki, odporni.
smo jih mogli vmes še nositi. En odsek je bil čist zaprt, ker so bile brzice pač take, da ni bilo tam, bi se pobili vsi, smo mogli okrog čolne nositi. V bistvu so tudi na enih odsekih so nas ustavili pač spremljali so nas helikopterji, so nas ustavili, so rekli, greste naprej čez brzice ali boste šli peš okrog. Smo rekli, peš odpade, ker so čolni pretežki. Dobro, da nismo vedeli, kaj to pomeni pač 3. do 4. stopnja brzic. Pač 3., 4. stopnja, to pomeni, da smo mi peljali, ker je pač lažje, ko pa čolne nositi. In po neki začetniški sreči se nismo niti enkrat tam obrnili. Ja, smo lepo mirno, brez panike to odveslali vse lepo. Ja, je pa bilo, mislim, zdaj, ko vemo malo, kaj to pomeni, po moje, mogoče glih vseh tistih odsekov ne bi odveslali. Ja. Ali pa tudi, ne vem. Ja. Noro. Ja, noro, ja. Malo sem nadaljavo spremljal, rekel, predvsem prek socialnih omrežij, ker en član vaše ekipe, Klemen Udovič, ga poznam, pa je bil kar aktiven na socialu in takrat, kot si bili na Češkem, mislim, da ste to zmagali, pa lani na Hrvaškem, to je bilo zelo zanimivo občasno spremljati. Posebej fotke, kako ležite vse povprek, pa spite, kadar lahko, kako konzumirate hrano, kako ste, rekel, premočeni in še kaj drugega. Daj mi zdaj, prosim, piši čistko, da si bo en laik to znal predstavljati, rekel si 1000 ali pa 900 kilometrov, pa 500 kilometrov, pa 100 ur, mislim, to so take nepredstavljive časovne in, rekel, daljinske razdalje. Kako to zgleda, kako sama dirka poteka, kako se discipline menjajo, kdaj za vraga lahko počivaš, kdaj spiš in tako naprej. Ja, zdaj v bistvu strategija se malo določi glede na razporeditev samih etap, kaj se dogaja po dnevi, kaj se dogaja po noči. Od začetka na dirki v bistvu prvo noč načeloma se nikoli ne spi. Prvo noč nekako na to svežino oddelaš, pol, ko se enkrat po noči zdani, je tudi dosti lažje, tudi se telo spet zbudi, funkcioniraš naprej. Pol za drugo noč je pa že treba razmisliti, kdaj, kje se bo kako pol ure, uro vzelo počitka. Zdaj, navadno, tudi odvisno od vremena, od terena, kje se pol lahko dejansko ustaviš, tudi od discipline, ki jo opravljaš po noči, ali v kakšni menjavi iz kolesa na peš, ali v bistvu v tranziciji pol na kolo, da pred kolesom ali kakorkoli, pač, ali pred vodo, ali po veslanju, odvisno od samega poteka dirke, pol malo določimo, kje bi se počivalo. Pa normalno tudi od same utrujenosti, od vsega, no. Več faktorjev vpliva na odločitve. Ampak nekako v grobem pa poskusimo nek plan narediti pred štartom, no, da imamo nek fokus, do kam se gre, pa tam pol ali počivamo ali ne, ali gremo naprej. Tako da se to malo sproti potem dogaja. Ja, odločitve sprejemajo. Ok, rečeva 1000 kilometrov. Koliko od tega je recimo teka, koliko je kolesa? Ja, navadno je največ kolesa, no. Tako, v teh 1000 kilometrih jaz mislim, da smo imeli tam enih 600 kilometrov kolesa, pol kakih 150 do 200, kar bolj proti 200 je bilo veslanja po Kanadi, ja. Pa pol enih 200 je bilo peš, ja. Tako da, ja, smo kar, glede na to, da nismo bili neki veslači, smo se kar v redu naveslali, ja. Je bil to kar preizkus, ja. Ampak to so odseki, ne vem, po koliko teka, skrb 20-30 kilometrov več manj? V Kanadi smo imeli 2 etapi tekaški, tam med 40 pa 50, no. Ampak to ni tek tak, ko ga poznamo, ne vem, v zadnjem delu ultra tekaških dirk, ko, ne vem, še vedno po ravnem spraviš 6:0 ali pa še malo hitrejši tek iz nog, tu gre bolj za, ne vem, 3, 4, 5 kilometrov na uro. Treba je vedeti, da so rukzaki na dolgih dirkah tudi težki,
da je treba imeti neko količino hrane, vode zraven, pol, če so kakšni daljši odseki, je potem tudi obvezna oprema, dosti bolj obsežna, včasih celo šotor, spalna vreča, mora biti na dolgih etapah zraven, tako da so tudi rukzaki v primerjavi z ultra tekaškimi preizkušnjami, ne vem, 5 kg težji zagotovo, ne? Ali pa še več, ja. Koliko je pol spanja recimo v enem tednu na taki dirki, evo? Zdaj, mislim, to je bila res ta dirka v Kanadi je bila ekstrem gledano pač časovno, da je tako dolgo trajala in posledično je bilo tudi predpisano, mislim, da 20 ur obveznega počitka. Kar pomeni, da ko si prišel na neko kontrolno točko, si mogel povedati, da boš koristil, minimalno si mogel pa v kosu koristiti 4 ure počitka. Se pravi, mi smo prišli na kontrolo, smo rekli, tu bomo koristili 4 ure počitka, ne? In od teh 4 ur smo mi, ne vem, se preoblekli, smo se najedli, smo se pripravili, smo se oblekli v opremo za naslednjo etapo, pa nam je ostalo, ne vem, 2 uri za spanje. Smo se pol zbudili, ne vem, pol ure pred odhodom, pripravili vse stvari še do konca za naprej, pa ko je bilo 4 ure mimo, smo takoj pol odšli. Ker minimalno 4 ure je bilo pa treba biti na mestu, ko si se odločil, da boš koristil čas za počitek. Tako da to smo pol pač nekako na tak način pol počivali, ja. Kako se počutiš 5. dan, pa 6. dan, ok, 7. dan je že proti koncu, že nekako rečeš tole še zbor, ampak ali pa 4. dan, tam nekje vmes, v neki divjini, premočen si, sestradan, ko mi gledaš, ali prideš v ta ritem, pa... Ja, v bistvu padeš res not v dirko in dejansko niti ne razmišljaš o tem, kako se počutiš, ampak sam avtomatsko nadaljuješ, slediš kolegom ali si ti tisti, ko nekako vodiš kolege naprej, kar malo si odsoten, no, malo si noter v tem, ne vem, a je to neko malo tako zamaknjeno stanje, ali ne vem, kako bi rekel temu, no. Pač sam leva, desna, oziroma goniš, če si na kolesu, slediš karti, slediš kolegom, pa nadaljuješ. Pravi, flow, trans, to... Ja, trans, mogoče res en tak dober izraz, ja. Saj je težko, pa se vmes pogovarjaš, pa bo šlo ali ne, ampak dejansko pač nadaljuješ, pa greš, ja, v nekem toku. Kaj se zgodi, recimo, če en član ekipe, ne vem, se poškoduje, ne more več, omaga, odneha? Ja, dejansko je to konec dirke za celotno ekipo. Lahko sicer se dogovoriš, če ti organizator dovoli, da nadaljuješ izven konkurence, da ti tudi, ne vem, prestavlja tvojo opremo, da poskrbi za logistiko, tudi če tekmuješ izven konkurence, pol lahko dejansko nadaljuješ pač zase, zato da prinesiš domov neko izkušnjo, si pomirjen, da si pač naredil nekaj še vedno, tako si zastavil, ampak dejansko pač nisi več v konkurenci. Se ti je kdaj zgodilo že v kakšni ekipi? Ja. To se nam je parkrat zgodilo, ja. Pač pride, ne vem, do padca s kolesom, poškodbe, eden od članov ne more nadaljevati in pač to se nam je zgodilo na svetovnem prvenstvu na Portugalskem, mislim, da 2009 smo odstopili, ampak pol smo pač organizator nas je z različnimi prevoznimi sredstvi, s kombi, nas je transportiral po kontrolnih točkah, pač bi nas še dan, dva do cilja na tak način prestavljal, mi smo pa vmes pač naslednji dan po odstopu se z eno finsko sotekmovalko spoznali, kjer so pač njej 3 fantje odstopili in je rekla, da pač ona bi šla naprej, mi 3 Slovenci smo pa tudi bili v bistvu za to, da bi šli naprej, tako da smo se pol skompletirali, pa smo dejansko kot ekipa, kot finsko-slovenska ekipa zaključili sicer izven konkurence svetovno prvenstvo. Ja. Bravo. In ko prideš v cilj po enem tednu, kaj je prva stvar, ki jo narediš? Ne vem, spiješ pivo, greš spat? Ja, mislim,
glava je polna vsega, sigurno si utrujen, malo ti vse skupaj dol pade, po domače povedano, kako pivo sigurno paše, te pa pol, ko se umiješ, umiriš, kar kmalu odnese. Ja. Če prej ne, zvečer zaspiš ko dojenček. Ja. In ko se naslednji dan zbudiš, začneš pripravljati robo, ker misliš, da boš naprej tekmovati, da si že v tekmi. Ne, to hitro preklopiš. Ja. Enkrat konc je konc. Ja. Naslednji dan se začnejo tiste stvari, ko jih pač nimaš rad. Pakiranje opreme, zbiranje cun, čakanje na opremo iz različnih kontrolnih točk, kompletiranje za domov, sploh če si na avion vezan, še tisti transferji, kupenih umazanih stvari, ko jih je treba nekam zapakirati. Tisti je pač nujno zlo, ko pač paše zraven. Je adventure race drag šport? Za treninge ne. Če imaš svoje kolo, če se voziš s kolesom, pa če imaš veslo, čoln se da tudi sposoditi. V bistvu za samo vadbo, za treninge ni tako drag šport. Za dirke, za te največje dirke je pa še krno. Ker te štartnine so zdaj za velike dirke kar 3, 4, 5 tisoč evrov, pa če so v Evropi dirke tukaj blizu, kje se da iti z enim kombijem. Če pa so malo del, da greš z avionom, pa še pa tukaj so letalske karte, pa potem nastanitev, pa vse skupaj prinese kar na eno ekipo, ja, se kar nabere. Je letos kakšna v koledarčku, Tilen? Ne. Bila je tale Hrvaška, ko ravno zdaj poteka, prvotno planirana, ampak bo počakala. 2024. Je žena vesela, da si pol zdaj doma, namesto da si tuje? Ja, ravno včeraj zvečer, ko sva gledala nekaj slik, posnetkov iz te hrvaške dirke, je rekla, no, fajn, sem kar mirna, da si doma. Ja. Ja. Žena vesela, si veseli, super. Ok, zdaj greva pa z adventure race, vem, da bi lahko govorila še veliko stvari okrog tega, ima še kakšno, preden zaključujem, kakšno res, poleg tega veslanja, še kakšno bizarno ali pa noro dogodivščino, da bi jo lahko delil z najnim gledalstvom in poslušalstvom? Tega je pa res veliko, no. Mislim, ne vem, ali je to bizarno ali ne, ampak tega je pa, to so pa zgodbe, ko se jim vedno nasmejimo, no. Mislim, to so pa res, na srečo, vse te naše zgodbe so smešne, nobena ni bila tragična. Ker sploh po noči se v glavi, tudi po dnevi, po 2, 3, 4 dneh se čudne stvari dogajajo, ne, in vidiš stvari, ko jih ni, ali pa vidiš popačene. Tako da, ja, v bistvu na prvi dirki, mislim, da je bilo leta 2007 na Portugalski, ena Portugal Expedition Race, ja, smo zadnjo noč, v bistvu ene časovne limite smo lovili in smo bili res fejs izčrpani. Pa ko smo videli, da ne bomo zadnje časovne limite uspeli pač doseči, da bomo jo prekoračili, smo rekli, nič, zdaj pa smo toliko na konc, ampak bili smo še prisebni, da smo trezno razmišljali, pa smo rekli, smo toliko na konc, da moramo za 1 uro iti spat, ne. Smo šli pač v cesti v gozd kar spat, po 1 uri zvonijo ure, se zbudimo, 3, enega nismo mogli zbuditi, ne. In ga začnemo pač tresti, da je vstan, moramo naprej, rekel, ne mene, a ne. In pol, ko je pač prišel k sebi, je rekel, da je mislil, da je črka H ali I, nekaj takega, in da pač mi smo pa, ne vem kdo, ko sestavljamo eno besedo in rabimo njega, da sestavimo besedo, a ne. In je rekel, dajte enega drugega, ne mene. To je ona taka, ja. Norišnica, no, sej. Ja, čisto. Pravili so mi ultraši, da na 100 milkah halucinirajo, ampak kaj so 100 milke proti celotedenskem tekmovanju, ko po mojem reži vidiš trole, palčke, pa še vse ostalo. Ja, vidiš hiše, vidiš, ne vem, v Kanadi
sred dneva, to je bil 4. dan, mislim, da gremo v bistvu po gozdu, to je bilo jeseni, ko je bilo, gozd je bil res pisan, zeleno, rumeno, rdeče, rjavo, vse je bilo. In sem jaz tako daleč videl en tak, neko pojavo, pa res, to smo bili čist izven civilizacije, ne? In se mi je zdelo, da je pač en hrošč, pač ta Volkswagenov, ne, star. In sem rekel, kako hudiča, če že cel dan hodimo pa nobene ceste, pa je tam hrošč, ne. Bolj, ko smo se bližali, bolj je bilo to veliko, sem rekel, se narobe vidim, se ni hrošča, ne, se je hiša, kaka lepa hiša rdeča, ne. Pa bolj, ko smo se bližali, na koncu je bil pač en tak malo večji grm rdeča, ne. Ampak to imaš predstavo, mislim, res, to se bliska možganom noter. Tako da, ja, bilo je vsega, je bilo veliko takih zgodb. Ja. To bi še kolegi marsikaj vedeli povedati. Noro. Se ti kdaj potem daleč po dirki sanja tako živo, da ko se zbudiš, da misliš, da si sred dirke? Pa to pa niti ne, kak odsek kdaj odsanjaš, ampak da bi se pa zelo živo mi sanjalo, ne, to pa ni bilo, no. Tak, ne. Ne, Da bi prav od dirke, ne, zgleda, da to doživim že tam, da je kar zadosti. Da možgani spravijo to, ne, in dajo pol mir. Glede na to, da si potem 10 let dirkal v adventure racih, potem se je nekje 2015 v Sloveniji začel ta trail boom, ne, za prvimi res dolgimi dirkami, stotkami, potem kasneje 100 milkami. To ti je bil pač čist naraven prehod, izziv, da tudi to poskusiš, ker si pač človek, ki v naravi veliko športa, ali kako? Ja, to me je nekako potegnilo, v bistvu ravno s tem, tam 2014, 2015 se je to v Sloveniji tudi malo bolj začelo dogajati in me je potegnilo, ja, nekaj novega, malo spremembe, mogoče si malo zasičen s temi adventurji, malo je bil tudi kdaj problem sestaviti ekipo, tukaj v bistvu v trail tekmovanjih si pa sama, ne. Se obuješ, oblečeš, prištimaš opremo, greš na štart, narediš svoje, ne. Je tukaj, kar se logistike tiče, pa organizacije, bistveno bolj enostavno. Tako da me je to kar zelo potegnilo, ja. Sicer sem 2014 ta prvo stotko odlaufal brez kakega ekstra tekaškega treninga, tako da tam sem bil kar zelo, sem ga v redu nasrkal, sem rekel, to pa mogoče pa jaz ne bi, ampak je pol po kakem tednu tisto jaz ne bi bilo pozabljeno, ja. A je bila to Istra? Istra, ja, 100 kilometrov 2014, ja. Pri nas takrat mislim, da še ni bilo takih dirk, potem so se začele pojavljati in si začel tudi hoditi, ne, v Vipavo, pa v Baško grapo, K24. Ja, mislim, da sem bil 2015 v Podbrdu prvič, 2016 v Vipavi, 2015-2016 sem bil na 100 milki v Istri. Ja, to so bile take prve te moje ultre, ja. In že v štarta naprej si, razen prve, kot si dejal, no? Kaj se ti pa zgodilo na prvi, recimo, takega, da ti je dalo pač tin te pit, recimo? Pač nisem imel v nogah, nisem imel glih kaj dosti teka, ne? In je bilo po 20 kilometrih je bilo pač to eno samo urnik mučenje, ali pa 20, ne vem, 30, a ne. Prehiter sem začel, malo sem se precenil, pa se pač mučiš naslednjih 10 ur, ne. In pač pol ni mogoče najboljše, mogoče si ustvariš tudi malo napačno predstavo, koliko bo to enostavno, koliko boš pač nekako držal tempo s kakimi kolegi, ko misliš, da si nekje blizu z njimi, pa če ne tečeš, pač ne moreš, a ne. Ampak sem tiste slabe občutke z te prve kar hitro pozabil, ja. Pa sem pa začel malo bolj teči, pa je bilo tudi lažje pol na drugih tekmah, ja. Pa je bilo samo ostalim teže, ki si začel mešati štrene tam gor na vrhu, a je tako, kar naenkrat si bil na podih, dobil si kategorije in tako naprej. Kakšen je bil pol občutek, pa si pa najdel feeling pravi in si rekel, zdaj, to pa je moja disciplina, recimo 100 milka. Ja, mislim tudi malo takrat, ko se je to začelo, sem tudi kar dosti pač treninga posvetil temu in sem tudi se mi je delo dosti odtekel
takrat, da sem lahko se na 100 milko prijavil, ja. Tako da, ne vem, upam, računam, da bom še tudi kako 100 milsko odlaufal, ja, ampak zdaj se mi zdi, da trenutno premalo tečem, premalo redno, pa premalo, da bi jo lahko zelo fajn odtekal. Tako da, zdaj se bolj držim 100 kilometrskih, ja. 100 kilometrska ti je ljubša, mogoče ti je boljša kot 100 milka, ker je konec znotraj, ne vem, bom rekel, enega dneva ali kako, ali je 100 milka bolj tista, ki bi te vlekla na dolgi rok? 100 milka me bi bolj vlekla, ja, sigurno. Mislim, me bolj drži. Vem pa, da moram malo daljše treninge delati, pa malo več, no, malo več časa posvetiti temu. Se mi zdi zdaj sploh, malo se bojim kakšne poškodbe, no, tako da bi, in se mi zdi, da mi ni treba se za vsako ceno prijaviti na 100-milsko preizkušnjo, kot se mi zdi, da pač tudi nisem tak, da bi pa šel nekako na pol jo odlaufati, ne. Če bi šel, se potrudiš po najboljših močeh, zdaj pa če telo ni nekako natrenirano, pa hitro pride pol do kakšne poškodbe, ko te pol ustavi lahko tudi za pol leta ali pa še mogoče več. Če bi te vprašal po primerjavi, ne, hrvaških, istrskih ultra trailov, pa na drugi strani Lavareda, italijanskih, pa slovenskih, če so že pri tem, kaj so specifike enega drugega? Mislim, kje ti je najlepši, no, recimo, kam pa res najrajši hodiš? Lavaredo, Podbrdo, K24, to so mi take super. Top 3, praviš. Ja. Ja, mislim, sej zelo veliko različnih nisem odlaufal, ampak ne vem, Istra je še kar zelo tekaška, ne. Tudi Vipava je vmes, tudi kar za polaufati, meni bolj ležijo te, ko so daljši klanci, strmejši, veliko klancev, se mi zdi, da nimam toliko hitrosti v nogah, kakor pač se lahko pomatram na hrib pa s hriba dol, no. To mi bolj leži. Tudi spustaš si, boš rekel, tudi spustaš, ja? Spustaš, ja, mislil sem, da sem, ja. Pa sem videl tudi na K24, da ko si v redu zmatran, pa tudi spustaš nisi več, ja. Tako da sem se tudi kar že namatral na dirkah, ko sem bil v redu zmatran, da sem se v cilj spustil še pol, ja. Drugače pa rad spuste laufam, pa jih kar nekako mogoče v redu odlaufam, ja. K24 je v bistvu skoraj tvoja domača dirka, samo čez hrib greš, pa si na terenih, ki jih najbrž poznaš, tako. Si od začetka že praktično tam gost. Ja. K24 mi je ljuba zaradi tega, ker mi je res skoraj domača tukaj, ali pa lahko rečem domača. Zelo lepa dirka je, zelo dobro organizirana, poznam ljudi, Korošce, fajn ljudje so, taka res domača, no, v več pomenih besede. Taka fajn dirka, lepa. Tako da tudi letos jo čakam, ali pa ona mene čaka, ja. Pred dirko je bila v Črni K24 preizkušnja, ko si v 24 urah mogel opraviti s tistimi 90 kilometri. To si tudi opravil najbrž že pred tem. Ja, sem večkrat opravil, ja. Ta krog K24, ja. V obeh smerih ali samo v eni? V obeh, ja. V obeh smerih. Katera ti je ljubša? Težko bi rekel. Obe sta mi okej. Je pa razlika, no. Mislim, jaz sem v glavnem, če govoriva o tej klasični netekmovalni, v bistvu o izzivu K24, sem ga vedno opravljal po vrstnem redu, kakor je dejansko napisan tudi. Se pravi, najprej Uršlja gora, Smrekovec, Raduha, Olševa, Peca. In tista Peca na koncu ti pač da je taka lepa, velika češnja na torti, ja. Ali pa sam še dol, ne? Ja, ampak tudi spet za dol, ne. Moraš priti še toliko živahen, še moraš malo pustiti v nogah, da lahko res spustiš, ne. Ker je razlika, če si hiter spustiš
Pet se je do Črne dol lahko 1 uri, a ne? Če pa ne, se pa tudi lahko 2 uri mučiš, pa se fajn mučiš, ne? Tako da, ja, moraš pustiti malo še v nogah. Tvoj najboljši čas na izzivu, recimo na krogu? Ja, na tem krogu je 11 ur pa 42 minut, ja. To je, ali je to rekord proge, ali ima kdo hitrejšega? Ne vem, kolikor je zapisano, je pač to zaenkrat najhitrejši čas, ja. Ampak so fantje, ko grejo hitreje. Bi ga lahko šli hitreje, pa ga še niso. Ja, pa ga bojo, saj morajo se odločiti, pa ga bojo šli. Ja. Jaz sem se že leta pred tem, v začetku 2005-2006 sem bil veliko v Črni po službeni dolžnosti, no, pa so me tam lokalci v enem lokalu potem naštimovali, da bi šel to narediti, pa nikoli nisem, no, pa nekaj Korošcev poznam, ki so me tudi vabili tja, pa nikoli sem vedel potem, kdaj je bilo dobro štart, jaz sem bil počasen, pa bi rabil kar precej več ur kot ti, pa so mi rekli, najboljše štartati zvečer, da pač po noči oddelaš, ko si še svež, pa potem zaključiš do naslednjega večera, recimo. Kaj ti praviš? Ti pač to praviš v 11 urah, ti greš zjutraj, pa si do večera okrog, ali kako? Ja, če greš junija, greš zjutraj po svetlem, pa prideš po svetlem. Ja. Drugače pa najbolj za tistega, ko pač se spravi to narediti s ciljem, da bo opravil krog v 24 urah, pa jaz mislim, da je najboljši 20. junija ob 10. zvečer, si lepo spočiti, narediš noč, spočiti, pa drug večer pol zaključiš do 10. zvečer, ko še ni čisto temno in v bistvu največji možen del narediš podnevi. Najdaljši dan je takrat in je največji pač užitek mogoče, da se ne matraš preveč po noči. Ja. Pošteno. Je pa res, da je takrat pač že kar lahko tudi kar zelo vroče, a ne? Je pa to pol tudi en faktor, ko te malo bremza ali pa če ti ne odgovarja vročina, te pač malo dodatno utrudi, ja. Če je Tilen Potočnik pravil, manj kot 12 urah ni vraka, ne, da jaz ne bom v 24 enkrat, zdaj si mi povedal recept, kdaj mora imeti 20. junija ob 10. zvečer klinca, ne. Pa če v 30 stopinj, pa 30 stopinj. Vse so vmes koček, ne, ker se je dal krepčati, recimo, pa kakšna kmetija, kjer zablodeli planinci pridejo. Je par kmetij, so koče, je v bistvu to Smrekovško pogorje tudi zelo vodnato, tako da se da tudi vodo natankati. Je kar prijazna narava tukaj za pohodnike, za planince, za tekače. Meni kar zelo domač poligon tudi za treninge, no. Velik tekov pravim tukaj okrog Smrekovca, Uršlje gore. Tilen, kdaj boš zmagal na K24 dirki na 100? Provokativno vprašanje, ker bil si, če se ne motim, 3-krat tretji. Bil sem 3-krat tretji, ja. No, zdaj počas boš mogel že zmagati, no, da fant, jaz sem ti pustil, zdaj pa lahko ti prideš pa pobereš. Ja, če rečem, da se bom potrudil spet letos, dajmo reči tako. Pa bomo videli. Kar nekaj hitrih fantov, vem, se je tam obrnilo od Hrastovca, od Janeza Klančnika, zdaj Lichtenegger, mislim, da je vroč, pa tale, pomagaj mi, Matej. Pečnik. Tako, Pečnik, ja, tako, mislim, konkurenca je vsako leto. Pa še kdo pride zraven, pa je že težko prideti v top 5, a ne? Kaj šele zmagati. Ja, jaz se vsako leto potrudim po najboljših močeh. Ne vem, bomo videli. Letos je to avgusta, ja. Ja. Se je rekel, letos moram to videti v živo. Kdaj je štart 100? Ja, zdaj pa ne vem točno, a je 10, pol 11, nekaj takega. Zvečerka, ne? Ja, Zvečerka, ja. Tako. Kakšen imaš najboljši čas na dirki, recimo, za primerjavo? Ja? Najboljši čas na dirki, zdaj bi mogel pač po moje 12-20, nekaj takega.
Pa po mojem letos bo zmagovalec šel kar blizu, če bojo razmere tam 11,5 do 11,40. No. To si bom Po moje, zabeležil. no. To si Po bom moje. zabeležil, ja, pa bom potem, evo, napoved ste slišali, Tilen Potočnik je napovedal zmagovalni čas zmagovalca na K24, pa bomo preverili to. Pol. To je nekako, po moje, logična posledica zadnjih let, da se malo letvica. Zdaj najboljši čas je Jon postavil lani okrog 11,40, 11,42, ne vem. To se bo okrog tega časa, no, po moje, bo tudi letos zmagovalec. Ja. Kateri del na trasi najbolj tehničen, recimo? Najbolj tehničen. Ja, ne vem, en del spusta iz Uršle gore je kar tak zahteven, mogoče tudi zato, ko si utrujen že, pa je treba malo paziti. Iz Raduhe dol je tudi treba paziti, je malo večje kamenje, pa tema je kar fajn biti pazljiv. Drugače pa fokus je pa treba imeti kar skosno, ker hitro se zvrneš. Meni se kar zgodi, da skoraj na vsaki tekmi enkrat pa nekje po kakem kamnu fajn užgem. Da imaš bojne rane v cilju. Pridem z bojnimi ranami v cilj, ja. Kaj najrajš ješ, recimo, med eno tako stotko? Kaj je tvoja priljubljena hrana ali pa... Problem je, da mogoče malo premalo jem. Zdaj težave nimam, da ne bi spravil kaj v sebe. Od začetka malo bolj sladko, pol mogoče v drugi polovici dirke mi paše kaj bolj slanga. Kaj dosti ne zbiram, nimam težav, da bi mi kaj želodec obračalo. Je pa res, da moram imeti fokus, da z geli nekje se na pol ure skozi nadomeščam izgubljeno, pa pol na okrepčevalnicah, da tudi kaj malega hitro dam v usta. Ja. Bolje je to, da imam pač red, da skozi nadomeščam enakomerno. Kaj najrajš pa poješ, recimo, po dirki, ko moraš pa vse pojesti, recimo, da prineseš noter? Po dirki pa tudi zdaj težav nimam, da kaj ne bi mogel jesti. Jem vse, kakšne dobre testenine, pico, kak sendvič, konkreten, ne vem, to je pač kaj takega, da mora biti zadosti slano, da se mi zdi, da telo kliče potem, sploh če veliko sladkega zaužiješ skozi dirko. Tako da, ne vem, kakšna pica, fajn, dosti velika, kar v redu sede. Star si približno toliko kot trenutno najboljši slovenski cestni maratonci. Zgleda, da so zgodna 40, nova 30. Sam si v športu že cel življenje. Mogoče po 40 opažaš kakšno razliko napram 10 let nazaj, ali si še, rekel, 100%? V bistvu se mi zdi, da glede na to, pač, kar na treningih opažam, da zaenkrat še ni nekega upada, da bi imel kakšne težave s tem, da bi mogel loviti kakšne čase na treningih zelo, da bi se mi zdeli nemogoči. No. Se mi zdi, da še lahko kar nek nivo vzdržujem. Če zadosti treniram, se mi zdi, da sem kar na takem nivoju, ko sem bil pred nekaj leti. Tako da zaenkrat moram potrkati, če so to nova 30, kar ne bojo. Ja. Hvala. To je to, Tilen. Glede na to, da je eden najboljših slovenskih gorskih tekačev, Cvet, star že krepko čez 50, ja, pa še kar parira najmlajši, potem imaš vsaj še desetletje. Tako, ja, pa recimo Marjana Zupančiča lahko gledamo, tudi jih je že 50, pa še vedno grize, zelo blizu, celo zmaguje, če je tako, da... Če ima dan, tako. Če ima dan, tako da še ni. Prihajajo mladci, ampak vi se boste še vedno držali tam gor. Si kdaj odtekel, moče za trening cestni maraton? Ne, nikoli. Pa bi ga, recimo, če bi te kdo izzval, da vidiš, koliko pa na cesti naravnem stisneš
Ja, bi ga, se mi zdi, da se je treba, da je to taka specifika, da se je pa treba kar mal pripraviti, pa mal cesto potrenirati. No. Ker se mi zdi, da imam zbite noge že po kakih 15-20 kilometrih ceste, če jo kdaj na kakem treningu vmes odlaufam, se mi zdi, da sem kar bolj smotan pol za kak naslednji trening. No. Tak, da se mal pozna na nogah, da so, ne vem, zbite, ali ne vem, kako bi temu rekel. To morajo cestni tekači me malo usmeriti v to pol, ja. Mi povedati, kako skrivnost, pa da se pripravim. Ja. Se pravi, ti morajo na Salomonu poslati kakšne ta nove copate, kakšne karbonke, pa ti rečete, Potočnik, probi to še na asfaltu, da te vidimo. Glede na to, da sem tam, da je po moje tam križec na trailu pri Salomonu, po moje ne bom kakih unih dobival Večjem pomotoma. Čeprav sem dobil dobusne fantazm, a je to zdaj 2-3 leta nazaj, pa sem tudi odlaufal Vinkse. Kako ti je šlo? Ja, šlo je po moje 25 km, ok. Pa sem pa čist naletel na en zid, pa sem se mučil pol, ne vem koliko sem jih, 36-38 pol odlaufal. Ampak mi je bila kar borba, no, na koncu. Nisem res, cesta mi ni domača. Tako da... Ok, cestni tekači. Nič na Salomonu, kaj prositi za kaj cestne. Bom jaz kar naprej trail čev nabuval. Cestni tekači lahko ste pomirjeni, Potočnik ne bo prešaltil na asfalt, tako da on ostaja na trailu že tam, ima dosti dela. Salomonov tekači, ne vem, že ves čas so oni našli tebe, si ti našel njih? Ja, v bistvu Salomonom pa zdaj že sodelujemo tudi od leta 2006, ja. Smo prek Adventurja, so nas kot ekipo podpirali dolgo časa, pa se je pa malo Salomon umaknil iz Adventurja, pa je prešaltal tudi v bistvu s tem, ko so povabili Kiljana v svoje vrste, so pol nekako fokus usmerili proti trail tekom in so zdaj še vedno tu. Jaz pa še nekako tudi grizem z Salomonovimi copati naprej. Ja. Imaš najljubši model mogoče? Ja, se kar trudijo dobro, da je vsako leto kak nov najljubši model. Ja. Zdajle so mi Ultra Glide 2, so mi super. Tudi teli Genesis, čista novi, letos je super copat. Tako da čakamo, da vidimo, kaj bojo drugo leto dali na trg oziroma na probo. Kako si takrat gledal na Journejev poskus 24-urnega tekanja na stezi? Sicer mraz je bilo za popizditi, pa pol mu ni uspelo, no? Ja, on je pač, mislim, on je fenomen, no. To pač takih ne delajo. Tak se zgodi enkrat, pa pol ga spet dolgo ni, oziroma ne vemo, kdaj spet je, ja. Ne vem, pač poskusov je, lahko bi se izšlo, lahko se ne izide, pač se ni izšlo, je poslušal sebe, zaključil, ne vem, tu nimam kaj reči. Ni nič manj vreden zaradi tega, ali pa drugačen. No, mislim, za mene je še vedno to, kar je bil, ja, in to tudi skozi, a ne. Tudi on v 30 letih že zdaj krepko dokazuje, da pa ni vse v starosti. Bravo. Res je malo mlajši še od nas, ampak še kar postavlja rekorde naprej. Še kar ne zgleda, da bi se upehal. Ja. Recimo, tudi najboljši cestni ultratekač Sorokin, ki je pred kratkim še enkrat popravil svetovni rekord na 100, jih ima malo čez 40, tako da, tle 40 so nova 30, to sva danes že dognala in tle ni debate. To bo držalo, ja. To je definitivno res. Tilen lansko leto se je na intervjuju dejal, da bi šel rad enkrat na UTMB, ampak ko boš imel
800 itra točk na performance indeksu, prej sem šel pogledat, Tilen Potočnik ima 810 performance indeks točk. To jih imam itra, ja. Ampak za UTMB rabim UTMB točke. Koliko jih imaš pa tam? Točk. Tam jih imam po moje 780, 790, ne vem, nisem zdaj nič gledal. Tako da treba bo malo popraviti pripravljenost, pa oddirkati par dirk v redu, pa bomo pa videli. To je taka dirka, ko si jo je treba zaslužiti, tako se meni zdi. Tako da Bravo. nekaj časa še imam, pa upam, da bom to tudi enkrat opravil, ja. Ko imaš 800 UTMB točk, namreč ne rabiš iti več v žreb, je tako? Ja, zdaj sicer so še neke druge, v bistvu je treba dobiti ne vem, te kamne oziroma točke tudi iz drugih UTMB preizkušenj, ampak ja, kot elite runner bi pa jih mogel imeti, da bi se kot elite runner lahko brez žreba uvrstil, bi jih pa mogel imeti 800 UTMB, ja. Tako da upamo. Ja. Glede na to, da jih imaš 780 do 800, zgleda je samo streljaj, ampak vseeno mi povej, kaj rabiš za to narediti, da se ti ta indeks popravi na tisto 800? Ja, ne vem, jaz mislim, da je treba malo zboljšati kak K24, ne vem, tudi narediti eno dirko, kjer dobiš kjer je v bistvu UTMB certificirana, če tako rečem, mislim, da je pri nas trenutno samo Julian Alps, ja. Da letos se sicer nimamo v planu, tako da bo treba kako tako še dobro odlaufati, pa bojo pa točke tu. Ali pa Tilen Potočnik pač elitni tekač na UTMB, evo, to je to. Zdaj, 20 let si v športu, Salomon je še eden od tvojih sponzorjev, zdaj bi bil, pa nisi čist navaden, si športnik, delaš od tega, da bi bil navaden rekreativc, ampak bi bil profesionalec, recimo, če bi dobil ponudbo, mogoče, ne vem, stojine. Če bi se, zdaj to je tako, mislim, to bi me bilo treba vprašati 20 let nazaj. Okay, ja. Zdaj pa ne vem, mislim, tu pa je res, pa zdaj lahko rečem, da pa mogoče ne bi bil, ker ni realno. 20 let nazaj pa, ja, bi rekel ja, z veseljem, z največjim veseljem, ja. Mislim, glede na to, koliko športaš, pa kaj vse daješ v ta šport, pa živiš praktično športno življenje, bi bilo to kot nalašč za tebe. Ima Slovenec, recimo, če je dober, danes sploh možnost v tem športu postati profesionalec? Jaz mislim, da pa kar zelo težko, no. Ker tukaj je zadaj pač niso samo neki športni faktorji, da postaneš profesionalec. Slovenija je tako majhen trg, da je težko oziroma se kak tuj proizvajalec kakšne športne opreme ali pa kak drug, ne vem, potencialen sponzor bi po moje pa kar zelo težko odločil, da bi enega Slovenca sponzoriral v taki meri, da bi lahko dejansko res bil profesionalec. Ali pa tudi, upam pa mogoče, ja, kakega mladega, da bi se pokazal, da bi, ne vem, saj sigurno popršil še za nami kak tak. Dajmo držati pesti, ne vem, ja. Kot vem, edino, ne vem, profesionalc je Kovačič, no, ampak mislim, da njega Red Bull sponzira. Luka je sigurno mogoče v naslednjih letih, če bo malo podaljšal tele svoje izzive, tekmovalne, tudi sej naredil je že nekaj norih podvigov, tudi ultraških, norih, zdaj pa, če bo to prestavil na dirke, ne vem, Luka je en tak, ko se lahko tudi za UTMB po moje preštima, da v parih letih pa lahko zelo visoko tam mešaš trene, tudi unim nad 850 UTMB pik, ja, tako da. Nujno moramo nekaj reči o večnem znamenitem
triatlonu jeklenih, malo sem pregledal rezultate v zadnjih let, tam se gibljete eni in isti, praktično. Moj dober znanec Jure Čevašek je celo enkrat zmagal, velikrat tam pa Luka Tavčar je tam, ti si jasno, pol tam Aleš Udovič, tudi izmer visoko, prej je bil še Janez Marič. Tvoj največji uspeh v Bohinju? Ja, parkrat, ne vem, sem bil 3-krat drugi. Jekleni so pač spet ena taka dirka, ko mi je domača, no? Ko mi je pri srcu, ko se rad pripravim, sicer je tak termin, da mi ne odgovarja, ker je pač 14 dni prej K24, ki mi je tudi domača, ne? Ampak pač se poskusim za obe pripraviti, kakor gre, pa na obeh dobro nastopiti. Je pa res fajn, no, ne vem. To bi pa res pogrešal, če ne bi štartal. Klasična je veslanje, kolo, tek, zdaj so uvedli še plavanje namesto veslanja, pa super, nekako gledaš na te novotarije v Bohinju. Ja, v bistvu smo različni, zdaj veslačev nas je kar malo, ne, in da se dirka v bistvu tudi po ekonomski plati, da se jo splača izvesti, da se nadaljuje naprej, je bilo treba malo neke širine dodati z supom, z plavanjem in tukaj je pač na izbiro, ampak jaz mislim, da tista klasična je le veslanje, no, to je taka. Če so jekleni Bohinj, je veslanje, kolo, tek. Ja. Letos boš tam? Bom tam, ja. Fanti je neč počivati, ker vesla brust, ja. Potočnik bo tam. Letos so te napovedovali, Ici te napovedoval za Knap Trail, pa mislim, da smo te pogrešali pol tam, ne? Bil si med tisto elito na plakatu. Kako to, da si manjkal? Bil si namreč na prvi izvedbi davnega leta, ne vem, 2015, ali kdaj je bilo? Ja, tam sem bil 2-krat, 3-krat, ja. Sem planiral, da bom šel, ampak sem zbolel, pa sem pol mogel odpovedati, ja. Tako da ne vem, a so že prijave odprte, če so že slučajno kje odprte, sem že za 2024 zabeležen, tako da sem tam, ja, 2024, mislim, da je 6.1. Tako je. Sem na štartu, ja. Evo. Seveda, če bo vse ok, sem tam, ja. Prav, saj Ici pa čipka računata nate, ja, da prideš pa malo pokažeš, kako se to podirka, ja. Na kratkih trailih, zadevščinah nastopaš, tekmuješ? Na kratkih ne, mislim, grem kdaj pa kdaj na kako krajšo za trening, mogoče za uvod v sezono, drugače pa ne. Nekako tam sem pa kar prepočasen, da bi lahko kaj dosti mešal štrene, ja. Mogoče za trening tako malo prideš. Za trening mi je pa super, pa za druženje, za malo da vidim svoje kolege, tekače, ja, zaradi tega pa mi je ok kdaj iti, ja. Ampak se držim rajš daljših, ja. Vena se pred tvojo ženo, hčerko, najbrž te tudi spremljata na kakšnih takih, na trail podvigih, te vendarle pa lahko. Ja. Ja, hčerka je pač tudi športnica in me rada spremlja, rada suportira na kakih dirkah, je tudi pač uradno moj suport, tako da se v redu dopolnjujemo, ja. Jaz sem bil pač tvoj čas, ko je tekmovala kot smučarska tekačica, njen suport v servisu, če tako rečem, pri mazanju smuči na dirkah, kot navijač, kot suport, kot tehnična podpora, ona mi pa to na trailih vrača, ja. Jo tudi kdaj zamika, sem športnica po duši, da bi se preizkusila na kakšni razdalji? Ja, vse kdaj pa kdaj gre za svojo dušo, kako krajšo trail preizkušnjo odlaufati, ja, s kako prijateljico. Za kaj daljšega pa se še ni odločila, mogoče pa tudi kdaj, ja. Družina Potočnik ima podmladek, tako da, ko boš ti se odločil, da se igraš še kakšen drug šport, pol pa bo ona prevzela trail
palico štafetno. Kje, dragi Tilen, te bomo letos srečali, na katerih tekmovanjih zdaj pač vse zanima. Poleg K14 smo omenila, triatlon je klenih, boš na vodi. Ja. Zdaj najprej v Podbrdu, Na Stotki. Kušelc, Stotka, ja. Sredi junija, pol je K24, pol so, se pravi, v začetku avgusta, 14 dni kasneje so jekleni v Bohinju, pa še pol do hrvaških prijateljev skočim na Učka trail v septembru. Pa imaš sezono zaključeno. Ja. To je zabeleženo. Mogoče se malo pogledujem še z Dalmacijo, ampak tista je pol oktobra, ne bom nič rekel. Učka je uradno, ja, nekako zaključek tekmovalne sezone. Ja. Ja, zdaj, slišali ste, zabeležite si, kje boste Tilna lahko videli pol, mislim, mogoče ga boste videli na štartu, pa naslednji dan boste prišli v cilj, že na cilju, ko bo že prišel malo pogledati. Ja. Na dolgi rok, rekel si, UTMB ti je želja. Imaš še kakšne take skrite športne cilje, tekaške ali kakšne druge, ki jih imaš na bucket listi, pa jih pač moraš odkljukati? Ja, mogoče enega Ironmana bi enkrat pač še naredil. No. To mi je en tak, ja, to bom še naredil. To boš, mislim, ko bo čas. Ja, moram se spraviti. Mogoče najprej, da bi prišel na UTMB, pa tudi se malo posvetim še malo bolj kolesu, pa naredim enega Ironmana, ja, za svojo dušo. To nekako. Sliši se tako preprosto, Tilen Potočnik, iz tvojih ust. Ja, se ni nikoli preprosto, ampak pač, če si nekaj zadaš, je fajn, da to pol speleš. Ja. Moraš imeti nek cilj, moraš imeti eno špuro, pa si tam. A si trmast človek, Tilen? Kdo reče, da si trmast? Ja, tako po moje glih vsak dan nisem, no. Ampak pri športu sem pa kar znam biti, ja. Kaj ti pomeni šport? Recimo, tebi bi vzel tek, pa bi imel še 10 drugih disciplin, bi se usedel na kolo, pa bi preživel. Marsikdo, recimo jaz, če mi vzamejo tek, bom sam sebi se smilil naslednjih 10 let, preden bom odkril pedala. Ampak šport sam po sebi, no, to ti je esenca življenja, to ti je način, ne vem, eksistence, bivanja, kaj še? Ja, šport je pač, jaz sem se najdel tukaj, ne vem, res se usrečuje, izpolnjuje, ne vem, meni je to, ja, je ena taka zadeva, ko pelem okrog tega pol ostale stvari, poleg družine, seveda, ja. Bravo. A si imel kakšnega idola športnega? Ja, mislim, saj gojiš neko spoštovanje, imaš en kup nekih zgledov, pa ne samo športnih. Saj imam tudi enih par prijateljev, ko se mi zdijo taki učitelji za življenje, pa ni nujno, da so ravno športniki na nekem visokem nivoju, ampak pač iz marsikakega človeka lahko kaj dobrega potegneš. Tako da niso samo športni idoli ali pa neki vzorniki tisti, ko ti kaj pokažejo v življenju. Ali pa za življenje. Je še kaj drugega tudi. Lahko še ga posebej izpostaviš, ko si že rekel? Pa ne bi zdaj tukaj kakih prijateljev, vse po moje sami vejo. Zato pa, pa povej, zdaj me še izzval, top 5 zate ta trenutek slovenskih ultratrail tekačev. Evo. Top 5. Janez. Klančnik, Martina. Potrč Klančnik, ja. Ja. Matej Pečnik. Pečnik, bravo. Kaj smo zdaj pri 3? Jon, sigurno. Lichtenegger, bravo. Ja. Ivi. Ivi Hrastovec, to so v finalu. Ja.
ker je bila ravno Evrovizija, pa sem rekel, moramo nekaj še malo drame narediti. Ja, to so res legende. Mislim, da boste kar vsi našteti na K24. Ja, sklepam, da ja, ker ste bili pretekla leta. Rekla sva, uro pa pol, par minut je čez. Evo, boš malo hitrejši naredil danes trening. Sem ti vzel teh 10 minut. Evo, To je po dolg svetlo zdaj, tako da se ne bo kaj mudilo. Ja, pa dež je nehal. Dragi Tilen Potočnik, super je bilo. Nisem te prej poznal, zdaj te poznam precej bolje. Super stvari počneš. Želim ti odlično sezono, pa Hvala. da prebiješ teh 800 UTMB pik, to je itak, ne? To sem že prej ti rekel. Pa lej, se vidimo v črni. Sej bo pa kaj druga še. Ja. To je filozofija, ki mi je všeč. Tilen, hvala ti, srečno, se vidimo na Koroškem. Hvala tebi, se vidimo. Dio. Čau. Čau.